Fantasy. Radio Fantasy. Ja, naši Queenovci so tole. 4 minutke so čez 8:30 in ker seveda se znam znajditi in nočem biti več sama v studiu, sem si poklicala kar dve. In to dve iz Tehnoparka Celje. Diana in Marjeta, dobro jutro. Dobro jutro. Kak sta? Evo, super. Super. Že navdušene. Jutri je otvoritev festivala robotike in umetne inteligence. Tako da smo že v polnem pričakovanju in se zelo veselimo začetkov. Ja, zdaj, festival robotike, to je zdaj že drugi, Marjeta, če se ne motim. Tako, In trajal bo 10 dni. Tako. Diana, tebe še ne poznamo toliko dobro kot Marjete, pa vseeno bom zdaj tebe malo zaslišvala, se veš, ker, da prebrodiva to trebo, ne? Da, prosim. Zdaj, festival robotike pomeni za mene, koliko robotkov bomo videli? Težko jih bomo prešteli. Res bo veliko različnih, od industrijskih robotov do interaktivnih robotkov. Tudi Mali princ bo, robot Mali princ, ja, zelo zanimivo. Se pravi, to je interaktivni robot, ki je zasnovan tako junaki slavne pravljice, ne? In se boste z njim lahko spregovorili. Wow. In vam bo odgovarjal v duhu Malega princa. Tako da, ja. A veš, meni je zanimivo to, ne, ker v naših cajtih so bili robotki, ne? Zdaj pa so robotki že v bistvu skoraj kot pravi ljudje. Ja. Zdaj, Marjeta, vi sami v Tehnoparku imate enega Več humanoidnih robotov. A več? Tejo, Barbara, pa potem še male humanoidne robotke. No, evo, jaz sem spet očitno nekaj zamudila, ker me pač 2 meseca ni bilo v Tehnoparku. Ja, ampak so že skozi ti roboti z nami bolj kot ne, no, tako da nisem. No, čeprav se pa najbolj spomnimo zdaj najbolj modernega kužka, ne? Ja, tako Mobija. Mobi je bil pa kar precejšna atrakcija tudi decembra, ko smo otvorili prižig lučk v Celju. In zdaj, kdo bo lahko vse prišel na ta festival robotike, Marjeta? Festival robotike je primeren za vso generacijo oziroma za vso družino. Okay. Tako da za najmlajše, za odrasle, za vse zainteresirane, ki se zanimajo za robotiko in umetno inteligenco. Res izjemna priložnost za, mogoče za nekoga, za ta prvi stik s takšno tehnologijo, ki je drugače v vsakdanjem življenju ne moremo videti. Tako da recimo imamo tudi zelo dobro zadevo, da ko lahko grejo odrasli in starši na predavanje, v tem času potekajo tudi isti termin delavnice za otroke. Se pravi, od predavanj do predstavitve še delavnice. Tako. Tako da res v bistvu poskrbite za celo družino. Kako pa je z vstopom? Je treba kaj dodatno plačati poleg same vstopnice Tehnoparka? Vse aktivnosti v povezavi s festivalom potekajo v sklopu ogleda Tehnoparka Celje. Tako da pač kupite karto za ogled Tehnoparka Celje in v sklopu tega imate vključene vse te aktivnosti. Za predavanje in delavnice pa so seveda tudi zaželene predhodne prijave zaradi lažje organizacije. Tako da vas vabim, da se tudi čim prej prijavite, izberete predavanje zase in delavnico za svoje najmlajše in mladostnike in se nam pridružite. In če smo že, Diana, pri umetni inteligenci, Ja. kaj to pomeni? A veš, nekateri še vedno ne vejo, kaj je umetna inteligenca, ker dejansko, če ti nisi dosti inteligenten, kdo je pa lahko umetno inteligenten, ne? Ampak, ja, razumem zakomplicirano vprašanje, ampak vseeno, vem, da pri vas se lahko tudi piše z mislimi, z možgani. A bo tudi kaj na to temo? Bo, ne, če se prav spomnim, doktor Aleš Holobar bo imel to? Doktor Aleš Holobar, ja, on je pa strokovnjak na področju rehabilitacijske robotike. Tudi sam raziskuje veliko to področje, no, in je res vodilni na tem področju in se bo dotikal tudi tega področja. No, vsak dan nekaj novega jaz pravim. Torej, od jutri pa vse do 27. se lahko poigramo z robotki in z umetno inteligenco v Tehnoparku Celje. Kje se nahaja Tehnopark Celje? To bo pa zdaj povedala Diana, ker jo moramo malo sprobati. Tehnopark Celje se nahaja kar v središču Celja, to je Gubčeva 1.
spodaj, mogoče komu za orientacijo, spodaj je tuš trgovina. Ne? Mi smo Oziroma rolca, ne? Ali pa tako, če komu bolj poznano. Ja. Bolj rolco poznamo. Ja, dobro. Tako, mi smo v isti stavbi, pravzaprav, samo druga stran stavbe, ne, nasproti, drugi izhod, no, tako bomo rekli. Odlično. Evo, vse Diana se bo lepo upeljala vse skupaj. Se je že. Zelo zadovoljni v ekipi. Zdaj, rekli smo, festival robotike je pa ta festival mednarodni, to je treba poudariti, tako da bojo tudi tuja podjetja ali tudi tuji obiskovalci? Tuji umetniki, tuji obiskovalci. Ja, ko si omenjala prej umetno inteligenco. Gostili bomo 2 mednarodni umetnici, ki se tudi ukvarjajo s tem vprašanjem, vpliv umetne inteligence na naše vsakdanje življenje, kako vpliva na nas. Tako bomo gostili Moniko Rikić, ki že danes prispe v Slovenijo, v Celje in je tudi sama zelo navdušena iz Barcelone. Tako. In njena razstava Espišiš bo prav obravnavala to vprašanje, vpliv umetne inteligence na nas, v bistvu res na globoko povezavo s človekom. Tako da to bo zelo zanimiva razstava in potem si boste tudi sami lahko interpretirali, kako to res vpliva na nas in na človeštvo. Okay. Zdaj bomo malo zadihale punce, damo en komad vmes, da naberemo nove moči, pa gremo spet na delo. V glavnem, če še niste zvedli oziroma slišali, festival robotike vas čaka od jutri dalje pa vse do 27. aprila v Tehnoparku Celje. Z mano sta Marjeta in Diana in vrnemo se takoj po neki tovole vroče. Evo, pa smo nazaj. Lahko rečem babji trio oziroma danes bolj robotski trio iz Tehnoparka Celje. Marjeta in Diana, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A sta v redu? Ja, seveda. Ja. Fantazijo je vedno super, tako da. Me veselite, ko pri vas v Tehnoparku, še vedno moj Brdli me tam čaka, da poletim v Višave. A še nisi poletela? Seveda sem večkrat. Ne, nisem pa še šla čez vse možne aplikacije. Čez adrenalinski del še moraš, a ne? Verjetno. Adrenalinskega sem šla pa med, v vodi sem bila pa med dinozauri. Okay, zdaj ne bomo, Maruša rada leti. Dejstvo pa je, da vidva sta tukaj danes zaradi mednarodnega festivala robotike, ki se že v bistvu jutri začenja in bo trajal kar 10 dni v Tehnoparku Celje. In malo smo že obdelali robotke, pa malo smo že obdelali umetno inteligenco. Pa Marjeta, za umetno inteligenco bi te vseeno prosila, če še daš kakšno informacijo, katera umetnica morda še pride poleg že omenjene. Tako, prej smo omenili že Moniko Rikić iz Barcelone, katere njena dela so tudi zbirka nacionalne sodobne umetnosti v Kataloniji, tako da to je eno tako lepo priznanje. Z nami bo pa tudi dr. Ana Rajčević, trenutno deluje v ZDA v Bostonu na MIT Media Lab že od leta 2024 kot raziskovalka in pri nas bo razstavljala razstavo The Cell. To je pa v bistvu že malo več kot umetna inteligenca, gre tu za vprašanje in možnost napredka, mogoče celo v medicini. Gre pa poleg umetnosti za vprašanje gojenje tkiv izven človeškega telesa. Tako da recimo pri takih projektih, kjer se umetniki vključijo v umetno inteligenco in robotiko, pridajo tudi nore ideje in zamisli potem za raziskovalce na področju medicine, kaj vse lahko, ne? Ker recimo umetniki imajo to širino, da dobijo te neke nore ideje, ki jih mogoče medicinci ne dobijo in potem se lahko dobro povežejo, ne? No, tako ampak da mogoče bo doktor Aleš Holobar se lahko povezal še potem z ravno našimi umetnicami. Ravno sem hotela reči, mogoče pa lahko potem še naše možgane povežemo s tem. Ampak ko smo že omenjali robotke. Robotko bo cel kup, predstavila pa se bodo tudi različna podjetja, če sem prav razumela pri vas. Diana, boš ti kakšno besedo več povedala o tem? Kar se tiče robotov, jih največ bo pripeljala dr. Maša Jazbec iz Katapult robotike. Tu bo res več različnih tematik. Bolj, kar se tiče robotov,
retro računalništvo, mogoče to, retro robotika, retro računalništvo, okej. to je tudi en zanimiv projekt, ki bo naslednjo soboto in nedeljo, ne. To tudi priporočamo, da kar pridete pa si pogledate, ne, kako so prej izgledali računalniki, je pa kak danes pa kakva velika razlika to, ne. Vex robotika bo tudi en tak poseben projekt. Marjetak, Ja, z Vex tako, robotiko, mogoče bo še ti znala. Ja, potem recimo bomo gostili tudi EMO in ETRO, tako da bojo recimo pripeljali tudi kolaborativnega robota, potem bomo imeli pa res eno tudi zelo dobro zadevo Tesla Coila, ne? Diana je že probala. Ja, sem jo že sprobala. Ja. Kaj to pomeni? To je tisto Teslin transformator, neko proizvaja strele. Kot strele zgleda. Ja, strele, okej. ki letijo, ja. Jaz sem si sicer predstavljala, da bo prav tisto originalni Teslin transformator 2 metra visok, ne, ampak sploh ni tak, je bolj taka varna, Ja, ker že varna ta ima naprava. več kot 1000 voltov verjetno, tako da tisti ne bi bil varna, ne, da bi ga sploh razstavljali v teh Ja, naparkov. zagotovo, ja. No, ampak vseeno od festivala robotike, ki zdaj pač prihaja v Celje dejansko že drugič, a je tak festival, predvsem pa je to mednarodni festival. A ga sploh lahko še kje v bližini zasledimo, ali je zdaj pač res fajn, da v teh 10 dneh pridemo vsi, ker bodo od predavanj do delavnic, do cel kup robotkov, razstave, vse. Kaj, mislim, plus tega, da mislim, da vi imate zdaj še 2 dni podaljšan delovni čas. Tako. Ja, to je res edinstvena izkušnja za naše obiskovalce, ker v povezavi kreativna umetnostna robotika, potem izobraževalnih ustanov, industrijske in rehabilitacijske robotike v tej povezavi, to smo res unikatni na tem področju. Tako da super, ne, kot recimo nismo še omenili, da bojo tudi dijaki in mladi s svojimi inovativnimi idejami z nami, večinoma tudi šolskega centra Celje pa Univerze v Ljubljani. Tako da ja, v ta namen bomo tudi podaljšali delovni čas, zato ker smo zaprti za veliko noč, no. Bomo odprti tudi še potem v torek po veliki noči, od 10. do 17. ure, potem pa 24. in 25. bomo imeli pa podaljšan delovni čas do 19. ure. Se pravi, da lahko tudi za tiste malo popoldanske ptice poskrbite za obisk, ker boste odprti do 19. ure, se pravi 24. in 25. april. V 10 dneh ste kaj naredili statistiko, koliko delavnic se bo odvilo, koliko predavanj, koliko obiskovalcev morda tudi pričakujete? Bo več kot 10 različnih delavnic za otroke, potem okoli 15 različnih predavanj. Mogoče bi kar povabila že to soboto, da se prijavijo odrasli na predavanja. Gostili bomo torej dr. Aleša Holobarja, potem Moniko Rikić, gostili bomo tudi Jurija Krpana, ki bo jutri tudi naš častni gost na otvoritvi, umetniški direktor iz zavoda Kersnikova in pa a sem koga še pozabila? Ja, seveda Andreja Olenška. Še iz Uri Soča se mi je zdelo, da mi nekdo manjka. V tem času pa seveda delavnice za otroke, osnove programiranja z živalskimi robotki, potem umetna inteligenca z roboti, programiranje robotov, umetna inteligenca z roboti še enkrat ponovno v drugem terminu. V parku pa bodo tudi potekale zelo zanimive demonstracije. Z nami bodo študentje Univerze v Mariboru s projektom FarmBeast, tako da tudi njih bi podpremo in tako da vabljeni. No, in kot smo že rekli, Tehnopark Celje bo zdaj od jutri dalje celih 10 dni pravi mednarodni festival robotike. Vstop v bistvu je v sklopu vstopnice Tehnoparka, vključene so tudi vse delavnice, zato res vsi vabljeni. Vama pa hvala, da ste mi prišli delati malo družbe in pa seveda, da ste predstavili mednarodni festival robotike. Več pa si seveda lahko preberete tudi na Tehnoparkovi spletni strani ali pa na rfantasy.si. Lep dan vam želim. Radio Fantasy. Radio Fantasy.